Pozdravljeni! Na vrsti je naš običajen komentar novic, kjer si bomo ogledali, kaj se je zgodilo zanimivega v preteklem obdobju in seveda podali neko razlago. Tokrat že 10. letos. Tudi ta teden na malce neobičajen dan, a kot ste dobro razumeli, bili smo priča predstavitvam novih bolidov in seveda tista tema je imela malce prednosti. Tudi danes se bomo pogovarjali o 4 različnih sklopih, kjer mislim, da bo večina izmed vas našla kaj zanimivega. Viri do originalov citiranih člankov bodo kot ponavadi navedeni v opisu. Tokrat bom začel s tematiko, katero smo deloma že omenili v enem izmed prejšnjih prispevkov, a prišlo je do mene kar nekaj vprašanj, zato začnimo kar s prvim sklopom. Da bomo bolje razumeli, zakaj gre pri tem prvem sklopu, bom začel zadevo malce bolj oddaleč. Namreč 10. marca smo lahko videli na italijanski Gazzetta dello Sport članek, kjer so predstavili vse nove bolide za sezono 2021. Sam sem bil malce presenečen, kajti dobro mi je znano, da zadnja ekipa Haas bo predstavila svoj bolid 12. marca in 11. smo lahko videli prve malce ukrajene posnetke. A vseeno, pri Gazzetti dello Sport so uporabili tiste fotografije, kjer so pri ekipi Haas pokazali novo barvno shemo. To samo zato, da vam pokažem, kako globoko gredo pri Gazzetti dello Sport v določene argumente, predvsem povezane z avtomobilizmom. Sam jih kot nek vir Formule 1 ne cenim preveč visoko. Uporabljam jih, ko rabim kako potrditev novice, ki sem jo videl nekje drugje. To boste rekli, ni nič takega in se strinjam, da sploh ni bistveno. Namreč v prejšnjih dneh so me mnogi izmed vas vprašali, kaj si menim o tisti novici, kjer je nekdo navajal, da bodo Matteo Binota zamenjali. In sam sem porabil kar nekaj časa, da sem gledalcu, sledilcu, navdušencu Formule 1 razložil, da gre v bistvu za izmišljeno novico, potencirano, da ne rečem napihnjeno nebulozo. Tisti, ki je besede o menjavi Binota izrekel, je bil Jožef Kralj. Njegova kariera v svetu motošporta je bila večini izmed nas do tega trenutka neznana. Mnogi so trdili, da vozi za Ferrari v pokalu Endurance. Oziroma sam sem preveril, vozil je za ekipo imenovano Scuderia Praha, kjer so imeli Ferrarija, a to ga še ne naredi člana Scuderije. Napravil je posnetek, podobno kot ga pripravim jaz, tukaj dnevno, da vas držim malce obveščeni okrog Formule 1. In tam je rekel nekaj. Nekaj, kar so določeni viri zgrbili in napravili iz tega zgodbo. Zanimivo je nekaj. Že prej citirana Gazzetta dello Sport te novice ni povzela. Niti ne italijanski Autosprint oziroma motosport.com v svoji italijanski verziji, kjer so resni in sposobni novinarji, kateri imajo veze. Kolikokrat citirani Leo Turini se sploh ni obregnil ob to novico. A obregnili so se določeni portali, kateri po mojem osebnem mnenju iščejo bolj klike kot novice. In seveda tudi pri nas se je zgodilo nekaj podobnega. Tisti, ki imajo radi Formulo 1, so zasledili to novico ter me vprašali po mnenju.
In sam sem bil rahlo v nerodnem položaju, ker mi je bilo treba znova razlagati, da novica je skorajda nepreverjena in prihaja iz določenih virov, katerim sam ne zaupam. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Mogoče bo na koncu novica celo resnična. A meni osebno že to dejstvo, da tisti glavni italijanski viri te novice ne povzemajo, daje sumiti, da gre bolj za konstrukt kot kaj resnega. Ampak vsak ima pravico, da si izbere tisti vir, kateri mu je bolj všeč in kateremu bolj zaupa. A na koncu, če si kdo zbere napačnega, pa naj bo si tudi moj kanal, naj se ne pritožuje. Pojdimo raje naprej. Prav italijanski Autosprint je 10. marca objavil, po mojem osebnem mnenju, zanimiv članek glede cepljenja proti COVID-19 v Bahreinu. Ogromno ekip se je odločilo za ta korak. Govori se, da celo tovarniška ekipa Mercedes ter Ferrari. Govorimo na 90% članov ekip, ki bodo prisotni na testiranju in seveda prvi dirki, se je odločilo za to možnost. V matičnih državah niso prišli še na vrsto in v Bahreinu bodo imeli možnost se cepiti z Pfizer BioNTech cepivom in seveda obema odmerkoma, ker bodo tam sorazmerno dolgo časa. Zanimivo je, da pri skuderiji Ferrari se je za ta korak odločil Carlos Sainz mlajši. Charles Leclerc, če se dobro spomnite, je pa prebolel COVID, malo da ne nekaj mesecev od tega. Zato je zanimivo, kako svet Formule 1 se zaveda te nevarnosti in izkorišča možnost, katera se je ponudila. Seveda, po svojem so malce preskočili vrsto, a s to gesto so pa dokazali, da so odgovorni, da jih skrbi za svetovno prvenstvo Formule 1 in da hočejo biti s polnimi silami prisotni na vseh 23 dirkah v sezoni 2021. Seveda, kot sem že omenil, po eni strani rahlo kontroverzna možnost, kjer določeni osebki lahko v navednicah preskočijo vrsto, a po drugi strani bomo videli, da v prihodnjih dirkah bo možnost, da bo kdo praktično okužen, bistveno manjša od tiste, ki smo jo videli lani. V našem tretjem sklopu se bomo pa ukvarjali s člankom, katerega sem zasledil na spletni strani Race Fans 8. marca. Sebastian Vettel je izjavil, da se še čuti sposobnega, da bi lahko osvojil 5. naslov svetovnega prvaka. Nekako nakazal je na svojo visoko motiviranost in tu moram priznati, da sem z velikim veseljem prebral ta članek. Sicer rad bi poudaril, da v tem obdobju marsikateri voznik obljublja malo da ne nemogoče. Seveda nismo še videli potenciala bolida Aston Martin AME R21, a vseeno mislim, da Sebastian Vettel ni še rekel zadnje. In res, sam upam, da ne gre samo za tisto izjavo, katera naj bi potešila neke želje njegovih navijačev. Izjemno težko ga je bilo gledati v sezoni 2020, kako prazen, nejevoljen, brez neke bojevitosti je bil pri skuderiji Ferrari. Upam, da se bo pri Aston Martinu spremenilo in želim mu vse najboljše. Vkolikor bo pokazal tako voljo in motivacijo kot lani, pa iskreno upam, da bo čim prej končal svojo prisotnost v Formuli 1. Čeprav mu želim še mnogo sezon, a mnogo uspešnih sezon.
V našem zadnjem sklopu se bomo pa malce dotaknili tehnike. Namreč okrog zamrznitve pogonskih sklopov je bilo kar nekaj govora v prejšnjih tednih. In na spletni strani motosport.com 9. marca, govorim o angleški verziji, smo lahko prebrali zelo zanimivo izjavo strani Renaulta kot proizvajalca pogonskih sklopov. Povedali so nam, da so imeli planirane razvojne smernice tudi v sezoni 2023, ker to zaradi dogovora predvsem z Red Bullom in Hondo ne bo možno, bodo plane spravili v resničnost leto prej. Torej, tisto, kar so planirali za sezono 2023, bodo vgradili na njihov pogonski sklop leta 2022. Sedaj se moramo malce vrniti nazaj, ko smo govorili, da v eni sezoni Formule 1 lahko proizvajalec pogonskih sklopov homologira le en tip enote. Torej, tisto, kar so homologirali letos do 27. februarja, bo pogonski sklop, s katerim bodo prisiljeni vztrajati do konca sezone, v dobrem in v zlem. Pri Hondi je bilo govora, da ta njihov v navednicah revolucionarni pogonski sklop naj bi bil tisto, kar bo prineslo mogoče celo naslov ekipi Red Bulla. In seveda zopet smo v tistem območju izjav, katere so izjemno všeč navijačem, ampak nimajo kake podlage, vsaj na progi ne, nismo videli še nič v tem trenutku. A po drugi strani, če pri Renaultu pripravljajo nekaj novega za sezono 2022, kar so hoteli pokazati v sezoni 2023, se lahko začnemo spraševati, ali so pri Red Bullu res naredili pravo potezo. Namreč lahko se bo izkazalo, da bo pogonski sklop Renault bistveno boljši od tistega Honda. In rad bi vas opomnil, da ukolikor posel s Hondo ne bi bil praktično izvedljiv, bi pri Red Bullu dobili pogonske sklope Renault. Seveda, zavedam se, da gre samo za izjavo strani Renaulta. Konec koncev gre lahko tudi samo za nagajanje Red Bullu, a kaj bo iz tega nastalo, bomo seveda videli v prihodnosti. Vsekakor zanimiva dejstva, predvsem glede homologacije, ki nam povedo, da razvoj ne bo ustavljen na stopnji 2021, ampak na začetku 2022, kar smo nekako sumili, ampak sedaj dobili potrditev. To je bil tudi zadnji sklop za ta 10. letošnji komentar novic. Upam, da je vsakdo izmed vas dobil vsaj nekaj zanimivega v tem hitrem pregledu. Za enkrat hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.